Dobrodošli v naši novi rubriki Življenje in smrt. Luki predstavlja 10 najbolj bizarnih smrti v zgodovini. Po vsakega od nas enkrat pride, vendar nekatere obišče prej kot druge. Ja, nesreče se dogajajo vsak dan in tu je 10 najbolj bizarnih nesreč, smrti, pa tudi kakšna usmrtitev, ki so se dogajale v zgodovini. In začeli bomo kar zgodaj. 3200 pred našim štetjem je veliki faraon Menses, a je on ustanovil Menso? No, kakorkoli že, je veliki faraon Menses združil spodnji in zgornji Egipt v močno kraljestvo, ki bo obstajalo še mnoga tisočletja. Res je bil mogočen faraon, dokler ga ni nilski konj odvlekel v Nil pa pojedel. No, ni ga zares pojedel. Ampak kako ga bo tako luškan nilski konj pojedel? Poglejte, koliko so luškani. No, mogoče je bil nilski konj bolj tak. Starogrški poet in citrar Terpander, ki velja za očeta grške glasbe in lirike, je tudi imel prezgodnjo smrt. Lahko bi rekli, da sladko. Med njegovim nastopom je ena njegovih oboževalk vrgla figo, ki jo je vzel z usti in potem se je zadušil. Sredi nastopa. Kole cel amfiteater ljudi, človek nekaj v usta dobi in kaj, ker noben mu ne pomaga. Mislim, kaj, noben Heimlicha ne zna. Hvala lepa, mladi mož. Hvala. Mislim, kdo mu bi lahko pomagal? Verjetno so pa sam ploskali. Ni pa še to najbolj bizarna nesreča, ki se je zgodila v stari Grčiji. Drako iz Aten, zakonodajalec in državnik. Drako. A mu lahko rečemo Drago, da je malo bolj po naše. Drago iz Aten, zakonodajnik in državnik. Drago je imel tako uspešen govor, da so na njega zmektali kup oblek, plašče, šale, krila. Bogi, Drago je bil toliko daril, da so ga strla in zadušila. Tako da prosim, če me vidite kdaj nastopati, ne metati oblek name ali pa trših stvari. Si predstavljam, da tam v stari Grčiji se je tudi rodila navada, da mečemo rože na oder in ne obleke. Ni pa to res najbolj bizarna nesreča, ki se je zgodila v stari Grčiji. Tale naslednja je morda še bolj bizarna in je tudi svarilo vsem plešeglavim gospodom. Tistim brez las, ali pa če ste zabriti. Ašilus, starogrški pisec tragedij, najstarejši od 3 velikih, Ašilus. A mu je res tako ime? Ašilus, Ašlus, rečemo mu Aleš. Aleš iz Aten, eden velikih piscev tragedij, se je sprehajal na lep sončen dan, kot je današnji, ko mu je kar naenkrat na glavo padla, ne boste verjeli kaj, želva. Želva mu je na glavo vrgel orel. Kajti orli, ki ujamejo želvo, iščejo kamen, na katerem bi to želvo razbili. In plešasta glava je bila tako podobna kamnu, da je želva pristala na njemu. Aleš je seveda umrl. Ta najbolj bizarna zadeva tukaj pa je to, da je Aleš toliko časa preživel zunaj, ker mu je bilo prerokovano, da bo umrl z padcem hiše. No, na nek način je pa res mu padla hiša na glavo. Izgleda, da so bili takrat te šlogarji v stari Grčiji veliko boljši, kot vedeževalec Blaž ali pa kaj tacga. Pa verjetno se tudi niso tako drli nate. Povejte, kaj hočete vedeti, koliko ste stari? Ne, stara Grčija, tam so imeli stil. Hans Steiger, župan zdaj avstrijskega mesteca Braunau, je imel brado dolgo 1,4 metra in ko je bežal pred požarom, Hans je vstal iz postelje, stekel po stopnicah, a ker brade ni imel zavezane za pas kot ponavadi, se mu je zapletla v noge, padel je in si zlomil vrat. No, morda je bila to lepša in hitrejša smrt, kot če bi živ zgorel. Leta 1626 Sir Francis Bacon ali Sir Francis Slanina po slovensko, angleški filozof in državotvornik, umre zaradi pljučnice. Pljučnico je pa staknil, ker je zunaj sredi zime
kokoš filal, tlačil z snegom. Zanimalo ga je, če bo sneg spremenil rok trajanja mesa. In se je prehladil. Če ga ne bi pljučenca, ga bi pa verjetno salmonela. Higiena! Tako, to je bilo le nekaj nezgod in nesreč in bizarnih smrti, ki so se dogajale v zgodovini. In če nas je to kaj naučilo, je to definitivno to, da je življenje minljivo. Življenje je minljivo, zato ga živimo danes. Objamite tiste, ki jih imate radi, živite na polno, kajti nikoli ne veste, kdaj vam bo želva padla na glavo. Na življenje! Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.